Pozdravljeni! Tudi danes nekoliko kasneje, a tokrat ne po moji krivdi. Na vrsti je zadnji brifing pred veliko nagrado Savdske Arabije. Tudi tokrat bo prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem delu se bomo ustavili malce pri samih kvalifikacijah, ki so bile izjemno dolge in nam nudijo kar nekaj zanimivih iztočnic. V drugem delu se bomo pogovarjali o možnem ritmu za posamezne ekipe in to bomo sklepali seveda iz tistih podatkov, ki so nam jih pokazale ali pa tudi ne ekipe na prostih treningih. V tretjem delu se bomo zazrli v prihodnost, kjer bom podal moje osebne napovedi za možne strategije in tokrat upam, da bom bistveno bolj uspešen kot na prvi dirki veliki nagradi Bahreina. A pojdimo po vrsti in začnemo s kvalifikacijami. Te so bile izjemno dolge, predvsem zaradi popravil na progi po nesreči Mika Schumacherja. A ne glede na to smo videli kar nekaj zanimivosti. Prvič, da je Lewis Hamilton izpadel že v prvem delu. In po moji osebni presoji so bile nastavitve njegovega Mercedesa V13 krive za to. Po tistem, kar sem zapazil, jaz njegov zadek ni sledil prednjemu delu skozi ovinke, ter je imel tako skozi celotni krog ogromno problemov, še posebej, če imamo v mislih, da ima proga tu 27 ovinkov. Začel bo Lewis Hamilton seveda v ozadju. Ne bi bil presenečen, če bo dirko začel iz pit lane, kajti po kvalifikacijah velja tako imenovani park fermé, ukolikor se nastavitve spremenijo, to pomeni štart iz praktično boksov. In to menim, da se bo tudi zgodilo, presenečen bi bil, če bi videl kaj drugega. Na to ne smemo mimo grozovite nesreče Mika Schumacherja. V tistem, kar sem videl na samem televizijskem prenosu, vozniška napaka. Šel je na robnik, pridvignilo mu je dno, pri pridvignjenem dnu talni efekt ne deluje, izgubil je odblast svojega Haasa VF22, ter bližnje srečanje z zaščitno ograjo je bilo neizbežno. Seveda upam na najboljše, videli smo v tem vikendu nekaj podobnega tudi v Formuli 2 in zdravniki bodo odločili, ali bo Mik praktično sposoben nastopiti na jutrišnji dirki ali ne. Mehanike čaka trdo delo, kjer bodo morali sestaviti nov bolid. In to pomeni, da na drugi dirki v letošnji sezoni bo po vsej verjetnosti Mik Schumacher uporabil nove komponente pogonskega sklopa, ki so seveda omejeni. V normalnih pogojih naj bi ti trajali okrog 7 do 8 velikih nagrad. A ista zgodba se je zgodila pri Yukiju Tsunodi, da je že pred začetkom kvalifikacij zamenjal vse elemente pogonskega sklopa. Vemo, da je imel konec drugega prostega treninga težave. Težave so se ponovile na samih kvalifikacijah. Torej, lahko bi rekli, alarmni zvonec za pogonske sklope Red Bull, pomišljaj Honda, kajti pred začetkom druge velike nagrade so imeli na vseh 4 bolidih pač težave. Težave seveda z dovodom goriva, MGUK pri Gasliju in sedaj kompleten pogonski sklop pri Tsunodi in to izgleda kar dvakrat. Tudi pri Fernandu Alonsu smo videli menjave. Po tistem, kar mi je bilo dano vedeti, je imel težave celo s tesnilom motorja z notranjim izgorevanjem, tesnilom glave. A da ne bomo preveč usmerjeni na eno stran, tudi Kevinu Magnusnu so zamenjali krmilno elektroniko, kar nam da vedeti, da tudi pri pogonskem sklopu Ferrari res vse ni v najlepšem redu.
to ni ne pohvalno in seveda ne sme služiti niti kot graja. Vsi imajo težave. Namreč spomniti se moramo, da Valtteri Bottas je prav isti element zamenjal na prejšnji dirki. Posledica, zakaj lahko vidimo toliko težav v teh začetnih fazah, je seveda aerodinamični koncept, kjer so vsi elemente stlačili na čim manjši prostor, kar samo po sebi pomeni pregrevanje. A sedaj bi rad pokazal na neko zanimivost. Namreč pri Mercedesu zaenkrat niso zamenjali niti ene komponente pri vseh 4 ekipah. In mnogi bodo dejali, da pogonski sklop Mercedes ni konkurenčen tistemu, kar je pokazal na primer Ferrari, Red Bull, pa tudi Renault. Po drugi strani smo lahko videli, da pri Mercedesu so bili malce bolj previdni in šele čas bo pokazal, katera pot je bila tista prava. Namreč, kolikor bo nekdo imel bistveno hitrejši bolid na kvalifikacijah, ampak obilico kazenskih mest v prihodnosti zaradi menjav komponent, to še ne bo pomenilo, da na sami dirki bo konkurenčen. A vrnimo se k Micku Schumacherju. Tisk narašča. Po mojem osebnem mnenju je vzrok za njegovo nesrečo prav to, da je skušal biti hitrejši od svojega moštvenega kolega, ki je bil že v tistem trenutku pred njim. Po mojem osebnem mnenju je imel priložnost kvalificirati se v zadnji del, v Q3, ampak prav ta prevelika želja, prav ta pritisk, ki ga je začel čutiti, je bil verjetno vzrok za gromozanski trk, ki bi lahko imel v resnici hujše posledice. A upamo, kot sem povedal, le na najboljše. Hotel bi opozoriti, da malček pred začetkom sezone smo že govorili o tej temi in o tem sem vas tudi malček spomnil pri veliki nagradi Bahreina. Magnussen ni začel ta vikend izjemno obetajoče. Težave na njegovem bolidu na prvem, drugem prostem treningu. Videli smo, da na koncu je prišel do 10. mesta, kar je izjemno obetajoče. To še ne pomeni, da na sami dirki bo začel kar naenkrat blesteti tako, kot je na veliki nagradi Bahreina, ampak bistven korak naprej. Od tistih, ki so bili v ozadju, ne moremo mimo Williamsa in Aston Martina, kjer vidimo lahko, da ekipe ne razumejo, kako deluje njihova šasija. Lahko bo potrebno nekaj velikih nagrad, vrnitev v Evropo in slika se bo lahko obrnila dobesedno čez noč. A napaka, na primer Nikolaja Latifija, je razumljiva, podobna, kar se tiče stila vožnje tistemu, kar smo videli pri Schumacherju, ampak z bistveno drugačnim zaključkom. Treba je povedati, da pri McLarenu so še zmeraj v ozadju, ampak res pričakoval sem jih bistveno hitrejše. Vidi se, da v resnici tudi oni niso še pravzaprav razumeli, kje je težava. Namreč težavo je treba najprej razumeti, nato odpraviti posledice, ki jih ta napaka nekako privede na dan in šele nato lahko vidimo hiter krog. Podobna zgodba kot pri Mercedesu, kjer bodo mnogi dejali, da Russell je bil fantastičen, bistveno hitrejši od Lewisa Hamiltona. Res, 6. mesto v teh pogojih je enkratno, ampak zaostanek je katastrofalen tudi za Georgea Russella. Pričakujem od ekipe, da bo čim prej ugotovila, zakaj so tako počasni, zakaj imajo težave z uravnoteženostjo. Tokrat na kvalifikacijah se je videlo 2 različni smeri, ki so jo vzeli, in hotel bi vas opomniti, da George Russell je prišel iz drugega v tretji del kvalifikacij na tisti srednji trdoti pneumatik. Torej z materialom, ki v teoriji ne bi smel prinašati neke bistvene prednosti. Preden gremo na one najhitrejše, dovolite še trenutek, kjer bi rad pohvalil izjemno dobre, zanimive kvalifikacije za oba bolida ekipe Alpine, kjer pa je bil zopet Esteban Ocon
malce hitrejši od Fernanda Alonsa. Proti Fernandu nimam nič, ampak Esteban iz dirke v dirko, kot da nekako Fernanda spravlja v podrejeni položaj. Videli bomo, kaj bo na sami dirki, na samem zaključku, ampak tudi tu se vije nek boj med obema voznikoma, kdo bo oni prvi, recimo temu najboljši. Zanimiva zgodba pri skuderiji Ferrari, kjer so bili najhitrejši v prvem prostem treningu, na drugem prostem treningu, na tretjem prostem treningu in Charles Leclerc si je verjetno mislil, da iz najboljšega izhodišča ne more pobrati nihče. V prvem poizkusu zadnjega dela kvalifikacij je to za trenutek uspelo Carlosu Sainzu mlajšemu, ampak na koncu, ker so malce popustili, ker so si verjetno mislili, saj nas nihče ne more prehiteti, je prišel Sergio Perez. Dosegel je najboljši štartni položaj in to zanimivo, bistveno boljši je bil od Maxa Verstappena. In to je lahko po svoje stimulacija za Maxa, stimulacija za Sergija, ampak dirka zna biti zanimiva. Videli smo lahko, da v mnogih primerih imenovani drugi vozniki so pokazali lahko bistveno več od onih prvih. In seveda, treba je povedati, da podobno kot v Formuli 2, bo tu na veliki nagradi Saudske Arabije pomembno najprej preživeti, priti do konca dirke, izogniti se raznim trkom in bližnjim srečanjem z ograjo. Videli smo že, kaj se lahko v trenutku zgodi samo zaradi majhne nepazljivosti. Poglejmo sedaj ritem, kjer smo videli nekaj podatkov, ampak ne vseh. Namreč pri Ferrariju niso opravili tistega dela programa s polnim rezervoarjem goriva. Se spomnite, na drugem prostem treningu sta ob zid trčila tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši. In za potrditev tega vidimo dve različni študiji, dveh različnih avtorjev, ki potrjujeta, da Ferrari simulacije dirke s polnim rezervoarjem ni opravil. In sedaj lahko le ugibamo, kdo bo hitrejši, Red Bull ali Ferrari. In sam si ne upam napovedati pravzaprav nič. Nimamo nekih oprijemljivih podatkov, ampak po tistem, kar smo videli v Bahreinu, bi lahko sklepali, da bosta nekje skupaj. Ostali pač tam v ozadju, je 30 in več na krog. In to bi znalo nekako nam prikazati dirko, ki bo v osnovi lahko tudi dolgočasna. Najboljši tam spredaj in vsi ostali zadaj z večjim zaostankom, ki ne bo dajal nobene možnosti kakega presenečenja. A videli smo že na prejšnji dirki, da so presenečenja možna, še posebej, če tisto, kar sem povedal o pogonskih sklopih, le deloma drži. Poglejmo si sedaj možne strategije. In priznam, tokrat bom dal več variant, od katerih upam, da se bo vsaj ena približala realnosti. Namreč imamo tisto klasično možnost samo z enim postankom, 20 krogov na pneumatiki medium, 30 krogov na pneumatiki hard. Res ni bilo težko ugotoviti te možnosti, ampak imamo še dve drugi varianti, obe z dvema postankama. Sta najhitrejša, pomeni, da bi moral voznik v prvem delu odpeljati okrog 15 krogov s pneumatiko soft, do 20 krogov na pneumatiki medium in zopet 15 krogov na pneumatiki soft. Seveda, ukolikor bi imel težave s stintom na pneumatiki soft, obstaja varianta, da bi srednji del podaljšal in seveda lahko uporabil tudi pneumatiko hard. Ampak, kot vidimo na tej grafiki Pirellija, bi ta varianta pomenila bistveno počasnejšo rešitev. Kot običajno gre za moje predvidevanje, za moje videnje te težave, ki je lahko kot neke vrste predvidevanje
čisto zgrešeno, kot smo videli na prejšnji veliki nagradi. A ne glede. Nekaj je treba tudi napraviti, predstaviti se, izpostaviti, da iz tega lahko nastane neka primerjava in seveda nekateri izmed nas se lahko iz tega tudi marsikaj naučimo. Kot vam je jasno, kar se tiče zadnjega briefinga, tokrat je res to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.